Ko začne leteti perje v kriminalistični preiskavi in ko eni pri tem obmolknejo, drugi bentijo, tretji priznajo krivdo in to Miodrag Vlaović, celjski travmatolog, posledice pa krona predstojnika odfrči, tu je še dokončno slovo od priskledništva pri javnih razpisih, ker je pot Vlaovića do domnevnega podkupovalca do podjetja Remedium pač prekratka le nekaj korakov, saj sta v majhnem Šentjurju skoraj da soseda, med njima pa domneven dogovor in to tako vodja preiskave Robert Slodej o javnem naročilu in to pisanem povsem po meri. To izhaja večinoma iz javnih naročil, katere so, lahko že kar trdim, prilagajali ravno za izvrševanje kaznivih dejanj. Pri čemer je poleg Remediuma Darka Žafrana na podkupljive strune menda brenkala še Advanta in njena prokuristka Jana Šturm, natančneje njegova nekdanja sodelavka. Oba sta namreč službovala v Emporiu Medicalu in že tedaj menda stregla s podkupninami oba, a čas za pogovor o tem očitno še ni napočil. Dala izjavo po pravnosti. Nas odslovijo iz skupne pisarne več podjetij, kjer domujeta tudi Advanta in Šturmova, imetnica menda zajetne liste podkupljivih zdravnikov. Kolesje trdnih preiskav bi se moralo torej tako kirurg Erik Brecelj še dolgo sukati. Če se danes tukaj ustavi, lahko nehate plačevati zavarovanje slovenskega zdravstva, konec. Ker je podkupnin in sumljivih poslov v zdravstvu pač preveč, spomnimo samo na naši televiziji razkrit osnutek pogodbe, kako bi izraelski kirurg David Mišali delal pri nas, naš kirurg Borut Geršak pa v Izraelu. Še več, delal bi kar v imenu podjetja Edwards, ki si je pod Alpami tlakovalo pot prek sežanskega Mark Medicala, ki mimogrede velja za enega največjih dobaviteljev pri nas. So zato torej tudi njega včeraj oblegali kriminalisti?